Vsakega govorca smo predstavili z zanimivostjo. Bronwyn obožuje motorna kolesa, Dieter hodi v teh časih in v mrazu. Marko Peterlin pa se je z ženo enkrat odpravil peš v Trst, do Planinskega polja z vlakom, od Trsta oziroma do Trsta pa nato po nogah. Pot je trajala 2 dni, če bi šel iz Ljubljane pa 3 dni. Morda je to tudi navdih za koga. V komentar lahko mimogrede vpišete tudi vaš največji pohodniški podvig, pa tudi sicer klepet je prostor za vprašanja in vidite, da jih z veseljem berem in jih bom tudi zdaj. Marko, izvolite, zaslon je vaš, takoj, ko boste delili zaslon z nami. Evo, upam, da mi bo šlo dobro. Vidite moj zaslon? Cel zaslon, vse je v redu. Marko, izvolite. Odlično, hvala lepa. Torej, lep pozdrav vsem in hvala za povabilo organizatorjem. Mogoče preden začnem o naših aktivnostih in drugih pobudah za hojo v Sloveniji, na kratko o IPOP-u nekaj, ne vem, če se ravno vsi poznamo. Smo nevladna organizacija oziroma zasebni neprofitni zavod in delujemo kot nevladna organizacija, kot raziskovalna in kot svetovalna organizacija. Kot ste že omenili, naš moto oziroma naše poslanstvo smo opredelili kot, da podpiramo skupnosti, bodisi občine, bodisi neformalne skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora, se pravi pri urejanju prostora, ki nekako podpira trajnostni razvoj. Teme, na katerih delujemo, so recimo približno tele 4, trajnostna mobilnost, pri čemer je poseben poudarek na mobilnosti v mestih, aktivna mobilnost, hoja, kolesarjenje, vključevanje javnosti in krepitev skupnosti. Opolnomočena skupnost je nekako neko osnovni predpogoj za urejanje prostora. Ustvarjanje prostora, kar nas večina še vedno bolj pozna po angleškem izrazu placemaking, in neko živo mesto je tukaj tista tema, ki nas tudi precej okupira, in pa urbana politika oziroma urbane politike, podpora upravljanju v mestih, je pa, bi rekel, en tak sklop nekih aktivnosti, kjer tudi precej delamo. Trenutno smo ekipa 12 sodelavcev, 10 recimo približno polnih zaposlitev in v tem mesecu smo na približno 29 projektih in programih, skratka kar precej enih, bi rekel, razdrobljenih aktivnosti, ki pa nas vendarle v neke smeri dosti jasno peljejo. Skoraj nikoli ne delamo sami, zmeraj se nekako bodisi sami vodimo, poskušamo povezovati več organizacij, bodisi se vključujemo v neke programe, partnerstva, mreže, koalicije, ker seveda verjamemo, da je tako možno bistveno boljše učinke nekako dosegati pri naših aktivnostih. Spodaj je nekaj logotipov naših pobud ali mrež, ampak jih je v resnici še kar nekaj več, tako da to je en okvir o nas. Danes bi malo bolj predstavil nekaj naših aktivnosti na področju hoje, tudi pri teh seveda vedno sodelujemo z drugimi, kar bom nekako poskušal tudi predstaviti. In sicer bom majčkeno se razgovoril o 3 naših aktivnostih, mogoče iz malo bolj tega strateškega pogleda. Ena pobuda pešec.si, prek katere od leta 2018 povezujemo organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja in zagovorništva hoje kot prometne prakse, smo nekako tukaj dodali, skratka rekreativne hoje. Potem program Aktivno v šolo in zdravo mesto, v okviru katerega od 2015 vodimo program, ki podpira aktivno pot v šolo, in od lanskega leta dalje smo temu dodali še temo zdravega mesta. Do letošnje jeseni je v tem programu sodelovalo že prek 115 različnih šol, kar je približno četrtina vseh šol v Sloveniji.
In še ta tretja akcija, aktivnost, ki jo bom predstavil, je Odprta ulica. To smo pa lani pravzaprav pognali, seveda po zgledu sorodnih pobud po svetu, v prizadevanjih, da občine podpremo pri njihovih odzivih na pandemijo. Mogoče začnem z to, bi rekel, od zgoraj navzdol, skratka tale projekt in mreža, kasneje pešec.si. Začelo se je s projektom, malo počasneje, ki smo ga dobili podprtega s strani Ministrstva za okolje in prostor in katerega cilji so bili izboljšati razumevanje hoje kot prometne prakse, spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš in pa povezati organizacije in deležnike na področju hoje v Sloveniji, seveda. V okviru prvega sklopa smo pripravili pregled obstoječih raziskav in dokumentov, ki smo jih v neke 3 kategorije razvrstili, strategije, vodiči, priročniki in pa neke raziskave, bolj teoretične. Potem smo pregledali neke podatke o hoji, zlasti iz komunikacijskega vidika, kaj so najbolj taki zveneči podatki, ki največ povejo o koristih hoje. Pregledali smo predpise, ki so pomembni za hojo kot prometno prakso in pa s pomočjo strokovnjakov poskušali ugotoviti, kaj so neke ovire pri uveljavljanju. S pomočjo intervjujev in fokusnih skupin 2 smo to pripravili. Vse skupaj tole, kar je tukaj smo zbrali v sinteznem poročilu projekta, ki je na voljo na spletni strani pešec.si, kot tudi seveda drugi rezultati projekta in kjer se tudi, bi rekel, povezujejo organizacije, ki delujemo na tem področju. Smo pa v okviru projekta imeli še v okviru te druge aktivnosti spodbujanja hoje tudi nekaj takih komunikacijskih aktivnosti. Najbolj odmevna je bil tale natečaj Mesta pešce, mednarodni natečaj, ki smo ga v sodelovanju z podjetjem TamTam organizirali. In nanj se je odzvalo, mislim, da 190 avtorjev iz celega sveta. 28 smo jih na koncu izbrali med finaliste, komisija jih je izbrala, no. In en je bil tudi zmagovalni plakat, tukajle na levo spodaj je ta zmagovalni plakat. Vsi so na voljo za prosto si jih lahko snamete še vedno na spletni strani pešec.si v galeriji, tako da če vam karkoli prav pride, videl sem prejle, da Tadej Žalcar ima 2 od njih, 2 taka plakata obešena za svojim hrbtom, jaz bi tudi mogoče si kakšnega dati, ker so res lepi. Organizirali smo tudi razstavo v javnem prostoru plakatov s postavitvijo začasno, ki jo je odprla takratna evropska komisarka za promet Violeta Bulc z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Potem smo pa pripravili tudi nekaj takih infografik o prednostih hoje in predvsem prednostih hoji prijaznih mest za zdravje, za okolje, za gospodarstvo in za družbo z nekimi takimi preprostimi sporočili. Tudi to se še vedno da vse naložiti dol s spletne strani. V okviru povezovanja organizacij smo pa tudi promovirali mednarodno listino za hojo, ki jo bo seveda Bronwyn Thornton boljš poznala. Prevedli smo jo v slovenščino, to je seveda, ta listina je nastala v okviru Walk21 organizacije in leta 2016 je bila prva občina v Sloveniji, ki jo je podpisala Ljubljana. No, mi smo pa skušali to še malo razširiti in do konca 2019 je še 5 drugih občin to podpisalo, od takrat jih je, mislim, da še nekaj se pridružilo. Skratka, tukaj gre za eno zavezo občin, da naredijo nekaj za to, da se bodo ljudje raje odločali za hojo. Zdaj, o povezovanju deležnikov, to se pa zdaj pravzaprav začelo se v okviru projekta in se nadaljuje tudi v okviru nekega drugega projekta Life Care for Climate, v okviru programa Life, kjer se nekako te organizacije, ki na tem področju delujemo, skušamo povezati, da bi seveda naši učinki bili boljši.
Pripravili smo si nek, tak bi rekel, zelo pragmatičen akcijski načrt, bolj da pogledamo, kaj pravzaprav že počnemo skupaj in da se malo dopolnjujemo in usklajujemo pri tem, pri teh aktivnostih. Do zdaj smo neko zavezo pripravili s ciljem, da bomo tudi pravzaprav formalizirali nekoč to naše sodelovanje. 7 organizacij nas je zaenkrat aktivnih pri tem in upamo, da se nam bo še kakšna pridružila, predvsem pa, da bomo imeli kaj, bi rekel, več priložnosti tudi kaj konkretnejšega narediti na tem področju, ker seveda izzivov je pri nas mogoče še kanček več kot v Avstriji in upamo, da bomo nekoč lahko se s še kakšnim podobnim dosežkom pohvalili kot avstrijska organizacija na tem področju. Nekoč seveda bi želeli tudi se vključiti mednarodni organizaciji pešcev, federaciji pešcev, tako da bo pač vse to nas še čaka v prihodnje. Zdaj pa bi predstavil naslednjo našo pobudo oziroma iniciativo, ki je kar program, teče že od leta 2015, kot sem omenil, začel se je kot s podporo Ministrstva za zdravje in še zdaj teče s podporo Ministrstva za zdravje, kar se mi zdi pač pomembna informacija, tudi ker je to govori o tem, da se seveda zaveda še katero drugo ministrstvo pomena hoje. In začel se je kot projekt Zdrav šolar, kasneje se je nadaljevalo kot projekt Aktivno v šolo in temu smo, kot rečeno, lani pridružili še Zdravo mesto. 3 sklopi so v okviru tega programa. Najbolj poznan in najbolj razširjen je podpora hoji v šolo, ki jo skozi znamki Pešbus in Bicivlak izvajamo redno, zdaj že 5., 6. leto. In to bom kasneje tudi malo bolj podrobno predstavil. In potem bom predstavil tudi načrtovanje hodljivosti v okviru programa Zdravo mesto, ki je tudi pravzaprav zelo sveža aktivnost in se povezuje tudi z projektom City Walk, ki je bil omenjen v prejšnji predstavitvi. Ampak najprej nekaj o Pešbusu. Marsikakšen šolar po Sloveniji ga že pozna. Razlogi, zakaj smo se mi leta 2015 spopadli s tem, poskušali smo se že večkrat prej, ampak smo pač rabili neko podporo pri tem. In Slovenija je bila pred kakšnimi 10 leti med najslabšimi evropskimi državami po deležu 15-letnikov, ki so prekomerno težki ali debeli. In seveda to je povzročalo cel kup težav pri šolarjih, pri zdravju in Ministrstvo za zdravje nekako se sistematično spopadlo s tem problemom in danes je slika precej boljša že, ampak upamo, da smo malo prispevali k temu tudi mi. Zdaj drug razlog, zakaj smo se mi s tem ukvarjali, pa seveda tudi urejanje mesta oziroma urejanje prostora. Promet, ki je eden ključnih izzivov v mestih, je v okolici šol po vsej Sloveniji izgleda približno takole. Ogromno otrok pripeljejo starši, pa ne toliko, da je ogromno otrok, predvsem ogromno avtomobilov pride in pred šolami pravzaprav povzročajo težave tistim otrokom, ki pridejo, tudi tistim, ki pridejo peš, in to so seveda nekaj, s tem se pravzaprav vsi starši srečujemo, ki imamo šoloobvezne otroke in je precej pereč problem. Tretja situacija je pa to, oziroma tretji razlog je bil pa to, da pravzaprav smo skozi ankete, ki smo jih v prvih fazah projektov oziroma prvih projektih delali, ugotavljali, da si otroci želijo hoditi v šolo. In seveda tukaj je tudi en zelo pomemben argument za to, da jih k temu lahko, da jim to omogočimo. Pomemben vidik programa je prepoznavna podoba. To je kar pač treba omeniti. Tukaj so pri Pešbusu glavne te table, ki kot neke avtobusne postaje označajo pač postaje Pešbusa. Pri Pešbusu gre tako kot pri avtobusu za
pot v šolo po rednih stalnih poteh in po rednem urniku, vendar pa pač je to skupinica otrok, ki jo odrasli spremljajo do šole in gre se odpravi do šole peš. Pri bici vlaku je podobno, samo da se pač to dogaja s kolesom. No in te postaje nekako po celem kraju, potem tam, kjer se to izvaja, opozarjajo na to, da se ta aktivnost odvija in s tem seveda tudi marsikakšnega starša pritegnejo, da svojega otroka priključi. Gre seveda za prostovoljno aktivnost. Precej pozornosti posvečamo, bi rekel, tudi temu grafični podobi samega projekta oziroma programa in otrokom nudimo neke take male nagradice vsakič, kadar pridejo. Vsak dan dobijo štempilko v vozovnico in na koncu tedna dobijo eno nalepko in zdaj, odvisno od tega, koliko tednov hodijo, v odvisnosti od tega je barva te nalepke in če so hodili celo leto, dobijo pa tole svetlečo nalepko, ki jo vidite tlele levo spodaj. Tako je že prej tudi moj govornik povedal, da pač pomaga take male nagradice k motivaciji. Zdaj začeli smo leta 2016 s 3 šolami pilotno in dobrimi 80 sodelujočimi otroci. V jeseni 2020 je kljub epidemiji sodelovalo 69 šol, okrog 3700 otrok in 8 šol je želelo izvajati to vsak dan oziroma enkrat tedensko skozi celo leto. Zdaj seveda jim je tale situacija z epidemijo do neke mere to preprečila, tako da bomo jih morali spomladi spet malo spodbuditi oziroma ko bojo pogoji za to omogočeni, da se pridružijo oziroma da obnovijo svoje aktivnosti. Skupaj, kot rečeno, 115 šol že sodelovalo in vse poteka na prostovoljni bazi, tako da je, bi rekel, tukaj res veliko dobre volje zraven in vsakič smo zelo bi rekel, navdušeni, kadar se srečamo bodisi z učitelji, bodisi s starši, kar so vsi zelo zadovoljni. To je pač res taka ključen vidik. Zdaj bi pa predstavil še oziroma povedal nekaj o načrtovanju zdravega mesta s pomočjo lokalnega načrta hodljivosti. Lokalni načrt hodljivosti je po angleško walkability plan in do nas je pravzaprav prišel skozi partnerja v projektu, to je Cipra Slovenija, ki sodeluje v tem zadnjem projektu tudi z nami in je bil partner tudi v projektu City Walk in so pripravili takrat ta načrt hodljivosti za Kamnik. Za Ptuj je pa to naredila takrat organizacija Bistra, ZRC Bistra. No in v bistvu smo skozi ta program zdaj poskušali promovirati oziroma razširiti uporabo tega lokalnega načrta hodljivosti na druge slovenske občine. Gre za dokument, ki opredeli hojo kot pač zdravju koristno prometno prakso in jo umesti v središče lokalne prometne politike. Povezuje pa seveda prizadevanja za javno zdravje s tistimi za mobilnost in za kakovost bivanja. In to je bistvo tega načrta pri nas. Važna, najbolj pomembna stvar pri lokalnem načrtu hodljivosti je proces priprave. In tukaj bom pravzaprav se najdlje zadržal, kako to poteka. Pomembno je, da se v začetku seveda dobro pripravi tak dokument, ne gre za dokument, ampak gre pravzaprav ravno toliko za proces, da se seveda preden se lotimo pregleda vse relevantne dokumente in tudi, bi rekel, že prve analize opravi in da se oblikuje neka lokalna fokusna skupina oziroma skupina deležnikov, s katero potem sodelujemo pri ves čas priprave tega načrta in se dvakrat z njimi tudi srečamo tekom procesa priprave. No in pri prvi resen tak pomemben korak, pri katerem mora skupina sodelovati, je ob tem, da se seveda probleme nekako opredeli, da se tudi določi območje obdelave, ker praviloma to ne more biti cela občina, ker gre za neko problemsko območje v resnici. Naslednji korak, ki ga seveda je treba opraviti, je ocena stanja. Za vrsto poglobljenih analiz gre, intervjuje in sprehode na terenu seveda je tudi pomembno vključiti,
pregledati dostopnost z vidika univerzalne dostopnosti, predvsem tukaj je treba tudi povedati, da bodo slovenske občine, da so zavezane do leta 2025 urediti to univerzalno dostopnost. In seveda tukaj potem tudi nabor nekih problemov, ki jih naslavljamo in jih zarišemo v neko karto. In se potem ob tem pravzaprav tudi ponovno srečamo z drugo fokusno skupino. Ugotovitve preverimo s prebivalci, bodisi na javni razpravi, no, mi te možnosti letos nismo imeli, oziroma lani, tako da bom razložil, kako smo se potem tega lotili. No in seveda zaključek je nabor ukrepov in nek akcijski načrt, ki pripelje potem do tega, kaj je treba narediti. Zdaj, zelo na hitro pregledati je treba dokumente, zlasti z vidika zdravja in prostora, mobilnosti, pregledati je treba stanje v prostoru in potem to, kot sem že omenil, narediti neko analizo hodljivosti in z fokusno skupino to preveriti prvič. Potem narediti to poglobljeno analizo z pomočjo intervjujev tudi in, kot rečeno, posebno pozornost je treba nameniti univerzalni dostopnosti, kjer so takele težave, ki jih vidite na desni sliki, še kar resna zadrega. Ocena stanja, mi smo bili v lanskem letu primorani precej natančno pravzaprav stvari spraviti na karto, zaradi tega, ker se ni bilo možno veliko osebno srečevati s prebivalci in z deležniki. Tako da smo pravzaprav te karte, ki bi jih tudi sicer naredili, ampak smo jih morali nekako tudi prilagoditi spletni uporabi, ker smo v nadaljevanju si pomagali z precej široko razširjenim spletnim vprašalnikom, kjer so bile vključene, bi rekel, predlogi ureditev in oziroma problemi, s katerimi smo se srečali in nekako na karti označeno, kje so neke ključne težave in odziv je bil pravzaprav na anketo je bil zelo dober in smo lahko si pravzaprav na ta način pomagali oziroma dobro kompenzirali odsotnost javne razprave, ki bi bila sicer en, bi rekel, normalen korak pri tem. Zaključi se seveda načrt hodljivosti z ukrepi. 3 kategorije ukrepov smo nekako opredelili: infrastrukturne, organizacijske in ozaveščevalne. In sledi seveda potem akcijski načrt, kjer po teh 3 kategorijah nekako so ukrepi razvrščeni in ocenjeni tudi stroškovno, opredeljeni so nosilci in seveda skupaj z občino jasno se določijo tudi prioritete pri izvajanju. Toliko na kratko, drugače pa, če bo kakšno vprašanje, so tukaj, mislim, da nas danes poslušajo tudi kolegi, ki so tole pripravljali in so seveda na voljo za odgovore. In še tretja pobuda, no, na hitro, ki je pa, bi rekel, precej bolj sveža tudi načrt hodljivosti pravzaprav je bil v decembru šele zaključen, tako da je tudi svež. Ampak ta se je začela kot odziv na epidemijo v lanskem letu, to je Odprta ulica. Začeli smo pravzaprav takoj aprila, konec marca, aprila, ko smo začeli brati o prvih odzivih mest po svetu na potrebo po več prostora za kolesarje in pešce. In smo takrat pozvali nekaj slovenskih občin, obrnili smo se z pisno in tudi po telefonu, da se odzovejo na podoben način. Z Ljubljano smo se precej ukvarjali, ampak nekako nismo bili zelo uspešni, ker so bile seveda občine v nekih posebnih razmerah takrat. Potem smo pa sklenili, da takrat namenimo oziroma preusmerimo ob soglasju financerja enega od projektov, to je projekt Life, ki sem ga že prej omenil in pri katerem sodeluje tudi še 15 drugih partnerjev, če se ne motim, da v okviru tega projekta pripravimo neke vrste razpis in eni od občin, ki bi se prijavila na razpis, ponudimo kar konkretno pomoč pri tem, da jim tako ureditev pomagamo izpeljati.
No in razpis je bil konec maja objavljen. Samo en teden je bilo časa, pravzaprav, kar je bilo zelo malo v tistih razmerah, pa vendar je prišlo kar 8 predlogov in med njimi smo potem izbrali občino Škofja Loka kot tisto, ki je nekako nas najbolj prepričala, oziroma se nam je zdelo, da je da bo tak ukrep najbolj da ji bo najbolj koristil. Šlo je za kombinacijo konceptov odprte ulice, ki smo jo prej že slišali, da jo se po svetu pravzaprav že kar pogosto uporablja, in šolske ulice, se pravi, šolska ulica je pa tista, ki, ko se recimo zjutraj za nekaj časa zapre promet okoli šol. To je bilo v Škofji Loki še posebej zanimivo, ker je bila šolska ulica, oziroma ulica, ki jo je občina izbrala, se je prav imenovala Šolska ulica, in ob njej je tudi seveda ena od osnovnih šol v mestu. 5 zaporednih sobot je bila v septembru ta ulica v celoti zaprta, oziroma zaprta za promet ali odprta za ljudi, ne? In poleg tega pa v času Evropskega tedna mobilnosti, to se pravi v sredini septembra od 16. do 22. Tudi zaprta zjutraj v času, ko grejo otroci v šolo. Mogoče nekaj pač korakov priprave. Takoj seveda ko smo se lotili, se je bilo najprej treba z občino povezati in potem oblikovati neko skupino, ki bo na tem delovala, in začeti zelo hitro z nekimi komunikacijskimi aktivnostmi, pripraviti prebivalce na to, da pravzaprav se nekaj pripravlja, komunicirati čim bolj odkrito, tudi tako, da smo imeli stojnico na ulici in jih seveda obveščali o tem, kaj načrtujemo, oziroma kaj občina načrtuje. In potem je bilo pa treba seveda se pripraviti tudi aktivnosti. Občina se je pridružila z organizacijo programa na sami ulici, ki je seveda bil pomemben element tega, da je ulica zares zaživela. In potem v samem času teh sobot, ko je bila ulica zaprta, tudi organizirala nekaj novih prizorišč, ki so bila kljub bi rekel, epidemiji in epidemičnih razmeram dosti dobro obiskane. In še posebej nas je pa veselil dober odziv otrok, seveda na samem v tednu mobilnosti in staršev. Tako da tukaj pravzaprav smo tudi pri evalvaciji dobili skoraj same pozitivne odzive. Za potrebe zapore seveda je bilo treba kar nekaj strokovnih študij tudi pripraviti, je bilo treba prešteti promet, je bilo treba prometno ureditev preveriti, zapore in tako naprej. Tako da je bilo nekaj, bi rekel, tega strokovnega dela že v pripravah. Seveda pa pomemben del je bil pa tudi komunikacijski. Mogoče čisto na kratko ena taka shema, kako je bilo to nekako organizirano. Tako da seveda tukaj smo imeli mi pa občina največjo vlogo, šola in v povezavi z občino. Veliko smo komunicirali z lokali v bližini in z drugimi lokalnimi podjetji, ker so bili seveda oni tisti, ki bi lahko jih to najbolj prizadelo v negativnem smislu. Bilo je nekaj zadržkov, ampak v končni fazi je bilo precej več pozitivnih odzivov, tudi z njihove strani kot negativnih. Mogoče nekaj kratkih naukov, upam, da nisem kaj, bi rekel, narobe povzel. Bistvo je, da se nekako komunicira res veliko z vsemi, direktno in prek medijev, da vse kanale možne uporabljamo za to in da je občina tista, ki pravzaprav vodi cel projekt, da to pobudo posvoji, čeprav smo bili pobudniki v tem primeru na nek način zunanji. Povezati se je treba s skupnostjo in z lokalnimi akterji, kot rečeno, prebivalci so tukaj ključni in vsi pač ključni akterji, v tem primeru je bila recimo šola zelo pomemben akter, in nekako je izkoristiti treba znanje in izkušnje strokovnjakov in se ob tem seveda imeti nekako fino, no. Naše izkušnje smo zdaj v teh dneh zaprli oziroma nekako spravili skupaj v priročnik tudi. Tukaj so kolegi
mislim, da nas tudi danes poslušajo, ki so za to zaslužni. In od jutri dalje bo na temle naslovu, ki ga spodaj vidite, spletnem naslovu, ta priročnik možno tudi si sneti prosto v PDF obliki. Tako da pač kogar zanima več o tem, kako se lotiti odprte ulice, je zelo vabljen. Kar sem še pozabil povedati, tudi v okviru lokalni načrt hodljivosti, tudi tega smo izbrali z občino Črna, smo lani izbrali s pomočjo poziva občinam, da pač tistim, ki so želeli našo pomoč. In tak poziv bomo zdaj ponavljamo letos, ravno kar je pravzaprav odprt, in če ste med poslušalci kakšni predstavniki občin, vas kar vabim, da se pravzaprav prijavite, lahko tudi vašo občino, za še en teden je časa, da se prijavite na ta poziv, ki ga najdete na spletni strani aktivnovsolo.si ali pa na naši spletni strani. In letos in drugo leto bomo, vsaj letos in drugo leto bomo to tako analizo in akcijski načrt še nekako pripravili v okviru tekočih aktivnosti naših. Najbrž sem še veliko pozabil, ampak mislim, da mi je čas tako in tako že iztekel, tako da s tem končam in hvala lepa. Hvala, Marko, bili ste izčrpni, najlepša hvala. Šolska ulica v Škofji Loki je torej lahko šolski primer odpiranja prostora, kar nekaj organizacij, ki ste jih omenili in so del zaveznikov pri razvoju mobilnosti, tudi že poznamo, skratka veliko uporabnih informacij, na koncu še poziv, da se odzovete tako ali drugače. Marko bo na voljo tudi v skupini, se pravi osebno se lahko nanj obrnete tudi ob enih, torej ko je na voljo prostor za diskusije. Povezave smo že dobili, ampak Marko, vseeno eno vprašanje je prišlo v klepet, pa ga bom kar postavil, pa prosim za hiter odgovor, ker ne želimo podaljšati. Namreč, kakšen je odnos teh 3 projektov do projekta trajnostne mobilnosti v vrtcih in osnovnih šolah, ki ga sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo? Morda kratek odgovor na to, več časa pa bo v diskusiji. Aktivnosti se seveda povezujejo. Sodelujemo tudi v tem projektu, ki je omenjeno v vprašanju, torej trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih. In tam seveda tudi, bi rekel, so zelo lepi odzivi šol, številke sodelujočih šol so še večje. In v okviru tega je lahko tudi Pešbus ena od spremljevalnih aktivnosti, ki jih lahko šole izvedejo. Tako da je pač opcijsko jim na voljo, da se nekako povežejo. To je, bi rekel, najbolj direktna povezava, bi rekel, je pa še cela vrsta bolj posrednih povezav, recimo podpora določenim aktivnostim občin, tudi Pešbusu med drugim se odvija tudi v okviru podpore Ministrstva za infrastrukturo, ki je v okviru istega projekta Care for Climate. Pa sigurno bi se še precej našlo partnerji, ki so v mreži Pešec in je tudi seveda so pretežno ali pa jih je nekaj sodelujočih v večjih projektih, tudi v tem trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih. Tako da tukaj ves čas skušamo nekako iskati neke sinergije, ki bi, da seveda se promovira še bolj pot v šolo in predvsem aktivna pot v šolo, seveda. Prav, najlepša hvala, Marko Peterlin.